ni samo zvok, ampak je vsiljivec, ki je glasen, neprijeten in nezaželen. Obdaja nas na cesti, v šoli, doma in celo v naravi. A hrup ni samo nadležen, lahko je tudi zelo škodljiv. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se predvsem ukvarjamo s hrupom v okolju. In tukaj izpostavljamo hrup prometa, hrup industrije in določenih naprav, kako je prisoten v bivalnem okolju in kakšne motnje povzroča. Tako da bi izpostavila hrup cestnega prometa, ker je stalno prisoten, čeprav se na njega še najlažje navadimo, ga ne slišimo več in smo prepričani, da na nas ne vpliva. Vemo, da so vplivi negativni na zdravje in da je pač breme bolezni zaradi okoljskega hrupa veliko in predstavlja tudi finančno breme. Mejna vrednost je odvisna od vira hrupa in od posledice, ki jo povzroči. Se pravi, hrup na delovnem mestu, ko razmišljamo predvsem o poškodbah sluha, ima eno mejno vrednost, to je recimo 85 decibelov, 8 ur na dan, 5 dni na teden v delovni dobi. Medtem, ko se pogovarjamo o učilnicah ali pa o spalnicah, je meja hrupa drugačna. V spalnici je meja lahko recimo tam okrog 40 decibelov, v šoli, v vrtcu želimo, da so otroci v okolju, ki podpira njihove dejavnosti, ki ni moteč, in zato tudi ne želimo dodatnega hrupa, ker ga otroci že sami dovolj povzročajo, tega kreativnega hrupa, in tam v ozadju ne želimo več kot 35 decibelov. 30 do 40 decibelov je tisto ozadje, ki pogojuje neko zdravo bivalno okolje. Promet je postal del naših življenj. V marsičem nam lajša življenje, vendar ima tudi svojo temno plat. Pri dolgotrajni izpostavljenosti hrupu prometa lahko pride do resnejših zdravstvenih zapletov. Posebej ranljivi so otroci. V vsakem primeru je pri otroku izjemno pomembno to, da je otrok še nerazvit organizem, da se razvija živčni sistem, da se razvija celotno telo in da je v obdobju tega razvoja še posebej občutljivo, še posebej ranljivo. In zato je kakršenkoli hrup, in tako tudi hrup cestnega prometa, za otroka v tistem najbolj zgodnjem obdobju toliko bolj škodljiv. In tudi otrok se ne zna zaščititi pred tem. Ne zna se pa izogniti temu hrupu. Lahko se pa potem začnejo otroci, ki so bolj občutljivi, umikati ali pa postanejo bolj agresivni. In pride lahko do vedenjskih sprememb, ki niso vedno podporne in prijazne. Poleg tega je pa lahko vpliv tudi na učenje. Tukaj pa imamo specifične študije za hrup letalskega prometa, se pravi šole v bližini letališč. Tam je bilo pokazano s študijami, da je učenje branja malo slabše in tudi reševanje zahtevnih nalog, spomin. Otroci potrebujejo mirno okolje za rast, učenje in razvoj. Ker so bolj občutljivi kot odrasli, so posledice hrupa pri njih izrazitejše. Recimo pri otrocih kognitivno, naučenje vpliva, potem, tako kot sem rekla, razdraženost, vedenje, lahko je to in navzven pokaže ali pa navznoter, se pravi neke vrste žalost, depresija, anksioznost mogoče, ali pa agresija in nevključenost v okolje. To so tisti znaki, ki jih pogosto opazimo. Lahko otroci omenijo tudi kakšne bolečine v trebuhu, recimo rečejo, da jih v trebuhu boli, ker je preveč hrupa, ali pa da jih glava boli. Kot na vsakega odraslega, tudi na otroka vpliva na vznemirjenost, motnje spanja in dolgoročne posledice bolezni srca in ožilja, in tudi vedenjsko, duševno zdravje, in vse te posledice so lahko kasneje. Ne smemo pa pozabiti tudi na druge, starejši, naglušni se v hrupnem okolju težje sporazumevajo. Včasih tudi komentirajo se, če so naglušni, jih pa hrup ne moti, ampak to je ravno nasprotno.
vemo, da prva naglušnost se v bistvu opazi v kakem hrupnem okolju, ko ne razumemo več sogovornika in so tukaj pač taki otroci s temi težavami še toliko bolj ranljivi. Mislim, da so vrtec Ciciban v Novi Gorici prav s tem namenom izjemno kvalitetno uredili. Čeprav promet vsak dan vpliva na življenje otrok, je raziskav o negativnem vplivu na njihov razvoj še vedno zelo malo. Zdaj se v sklopu evropskega projekta Equal Life posvečamo prav temu, da imamo premalo študij na otrocih in tukaj se posvečamo predvsem duševnemu zdravju in kognitivnemu razvoju otrok, ker je to izjemno pomembno za njegov lasten razvoj in potem pač izbiro poklica v odrasli dobi in komunikacijo v odrasli dobi. In ugotavljamo, da dejansko je tisto zelo, zelo zgodnje obdobje ključno. Investicija v okolje oziroma zdravje, počutje najmlajših do 3, 4, 5 let, da se to najbolj obrestuje kasneje v življenju. Se pravi, investicija v otroke in mlade družine. Hrup otrokom jemlje mir, ki ga potrebujejo za igro, učenje in brezskrbno odraščanje. Mirno okolje zanje ni razkošje, je pogoj za zdrav razvoj, zato poskrbimo, da bodo otroci odraščali tam, kjer hrup ne bo preglasil njihovih besed, igre in smeha.